Danes pa nova razburljiva tema, reče se ji onboarding, torej vključevanje novih sodelavcev v nove procese. Pokazal bom 3 primere. Prvi primer je za podjetje, ki že deluje, ki je vpeljano v posel, za začetnike, samostojne podjetnike, čisto na začetku, in pa za startupe, če je malo razlike. Se pravi, za podjetje je največji štos, da onboarding se začne že s prijemanjem človeka v svoj prostor. Se pravi, da mu HR ali direktor ali tisti, ki ga sprejema na delo, nekako proda filozofijo, kulturo tega podjetja in je potem lažje ga peljati v procese. Na to morajo biti procesi zelo jasno definirani. Če dam primer v prodaji. V prodaji je potrebno na onboardingu zelo dobro razložiti naslednjih kar nekaj zadev. Prva zadeva je, kdo je naš pravi kupec. Ta druga stvar, pokazati, naučiti ga, popoln skript, kaj govorimo, manj o sebi, več vprašanj in pa seveda produkt zelo dobro poznati, ter poznati tudi substitute na trgu. Ne, da jih omenjamo, samo je treba poznati, to pa je treba se naučiti, zato obstajajo skripti in določena literatura. Ta tretja stvar je lidi. Kdo so lidi, kateri lidi so pravi in kako z lidi delati, kako jih spremljati, kako jih vpisati v CRM in podobno, slediti, follow-upi. Naslednja stvar je outfit, kako si prišel oblečen, s kakšnim tonom si govoril, ali si bil nekako prestrašen, ali si bil preveč samozavesten, kakšen je pravi ton in outfit, kako se oblečeš, tam, kar moraš iti s kravato, tam, kar pa ne, pa bodi primeren okolju, kamor prihajaš. Proces prodajnega sestanka, tudi ko imamo skript, tudi ko vemo, kdo je naš potencialni kupec in gremo na sestanek, je potrebno proces razumeti, da ne jemljemo preveč časa, da nimamo predolgih monologov, da zaključujemo sestanek. In seveda to je naslednja stvar, ko imamo klienta obdelanega, ko ga vpisanega v CRM, lahko je v Excelu, če nimamo denarja za nov program, ampak mora biti zapisani koraki, je štos v zaključevanju prodaje. Zaključevanje prodaje vas lahko nauči nekdo, samo ki zna zaključevati prodajo. Ne mora vas naučiti nekdo, ki je tudi sam mogoče še tega ni naredil. Lahko se pa učite skupaj ali pa si najdete pomoč od zunaj. In ta tretja je poprodajne aktivnosti, oziroma ta zadnja je poprodajne aktivnosti. Kaj bomo naredili potem, ko prodamo, ko se kupec uveljavi in kaj lahko tukaj naprej naredimo. In to je en primer za podjetje, ki je že uveljavljeno. Zdaj, če gremo na SP začetnik, tako kot sem bil, ne vem, 30 in nekaj let nazaj sam, nisem takrat tega vedel, danes bi sigurno se tega lotil tako. Vsak dan, ko greš, začneš delati, si napiši, kakšen proces si izvajal. Ali si bil zdaj direktor, ali si bil zdaj financar, si poslal račune, ali si prodajal, ali si delal marketing, ali si pisal proces, ali si pisal poročilo. Karkoli počneš, napiši svoje načine dela in tako boš vedel, če bi recimo, ko posel zraste, kam boš koga vključeval. Se pravi, jaz ne maram delati procesa, ne vem, pisanja potnih nalogov, karikiram, in zato bom dobil nekoga, ki bo za vse nas po našem koledarju napisal potne naloge ali kaj podobnega. Se pravi, ločiti vsako nalogo zato, da boš takrat, kadar novega človeka dobiš naredil onboarding, ga naučil, da ne dela tisto, kar pač, ne vem, tebi ne gre ali pa ne delaš več tako rad. In za startupe, kar so posebnost, je pa zelo podobno seveda začetniku SP-ju, ampak pri startupih pa lahko razvijamo nekaj, kar ne obstaja. In takrat, kadar ne obstaja, je zelo, zelo pomemben ta dnevnik. Dnevne naloge, ki si jih najprej delegiraš, si napišeš, katere naloge boš danes naredil, potem, ko jih izvajaš, jih okljukaš, ampak napiši, kako si katero nalogo naredil, po kakšni metodologiji si se lotil, kakšni so bili koraki. Podobno, kot bi rekel, kuharski recept. Če ne veš, po katerem vrstnem redu in katere sestavine si noter dal tudi proizvajalca, boš lahko naredil jed, ki ne bo tako okusna, kot je bila takrat okusna, ko si jo delal prvič. Zato pri startupih je ta razvojniški del zelo veliko je treba beležiti. Ali posnet, ali pa napisati, ker je ponovitev doseči zelo težko. Kadar improviziramo, je težko doseči ponovitev. In to je zadeva v onboardingu.